velikocelični B limfom je v bistvu najpogostejša oblika ne-Hodgkinovega limfoma. Spada med agresivne limfome. To pomeni, da kadar ga najdemo, je v večini primerov potrebno takojšnje zdravljenje. Simptomi so takšni kot pri večini napredovalih agresivnih limfomov, to pomeni nočno potenje, nenamerno hujšanje, pojavijo se lahko tudi kakršnekoli povišane telesne temperature, ki se tako pogostejše ob popoldanskem času ali večernem, pa nimajo nekega jasne povezave z okužbo. Bolniki so izjemno utrujeni, seveda se pa lahko pojavijo tudi kakšne povečane bezgavke kjerkoli v telesu. Kar se tiče diagnostike, ponavadi se usmerijo zdravniki splošni, od koder večinoma tudi bolniki pridejo, v punkcijo bezgavk, bodisi zaradi slabe krvne slike pridejo. Je pa v zadnjem času, opažamo, da v času epidemije, ki jo imamo zdaj, da veliko bolnikov pride žal z zelo napredovalo boleznijo, ko so že od same bolezni nekoliko utrujeni in seveda to nam takoj zmanjša možnosti agresivnega zdravljenja. Sicer se velikocelični limfom zdravi s kemoterapijo, ki jo bolniki prejemajo v bolnišnici v rednih 3 ali 4 tedenskih razmakih. Stranski učinki pri kemoterapiji so takšni kot pri drugih vrstah zdravljenja s kemoterapijo drugih limfomov. Kar je pomembno vedeti, je, da difuzni velikocelični B limfom je hitro rastoč tumor, to pomeni, da je zaradi tega tudi bolj občutljiv na kemoterapijo. To pomeni, da je verjetnost ozdravitve nekoliko višja kot pri počasi rastočih limfomih, ki so večinoma neozdravljivi, vendar pa zdaj z različnimi genetskimi označevalci ločimo zelo slabo potekajoče vrste difuznega velikoceličnega B limfoma, ki vemo, da bo na terapijo zelo slabo odgovoril ali sploh ne. In pa so drugi podtipi limfomov, difuznega velikoceličnega B limfoma, ki pa so relativno dobro ozdravljivi. Kar se tiče zapletov ob zdravljenju, so takšni, kot bi rekli, pri drugih vrstah zdravljenja s sistemsko kemoterapijo, od febrilnih nevtropenij. Zdaj slabosti bruhanja načelno ni prav veliko, zato ker dobijo bolniki dobra, učinkovita zdravila proti bruhanju. Zdaj, če jemljemo kot zaplet zdravljenja alopecijo, to pomeni izpadanje las, je to tudi za nekatere bolnike precej stresno. Vendar bolniki dobijo že ob začetku zdravljenja za lasuljo naročilnico, tako da si lahko ta problem hitro uredijo. Zdaj, najbolj zoprn zaplet zdravljenja pa je žal ponovitev oziroma progres bolezni med samim zdravljenjem. To pomeni slabši izhod bolezni, to pomeni, da je bolezen postala neodzivna na nekatere vrste kemoterapije in to nam seveda precej zmanjša nadaljnje terapevtske možnosti. Ob slabo odzivnem ali ponovljenem limfomu se odločimo za drugo sestavo kemoterapije, tudi z drugimi biološkimi zdravili. Pri ponovitvah limfomov je potrebno vedeti tudi to, da so bolniki, kadar so v kondiciji in v primerni starosti tudi, je možno zdravljenje z avtologno presaditvijo kostnega mozga, pri čemer sodelujemo s kliničnim oddelkom za hematologijo. V poštev pa prihajajo tudi zdaj najbolj odmevna zdravljenja, in sicer s CAR-T celicami. Zdaj na Onkološkem inštitutu pri nas smo do sedaj na zdravljenje s CAR-T celično terapijo napotili 3 bolnike. Zaenkrat uspehi so pri nekaterih dobri, pri nekaterih se je bolezen žal že tudi ponovila. Kljub temu, da je verjetnost, da se bolezen ponovi, ko je enkrat že ponovljena, visoka, v tem primeru še vedno imamo na voljo nova zdravila oziroma druge vrste kemoterapije, ki nekako pomagajo pri izboljšanju kvalitete življenja, tako da terapevtskih možnosti je pri tej vrsti limfoma kar nekaj.